Hvala za vprašanje. Jaz sem predvideval, da se bo v tem smislu tudi razpravljala današnji večer. Absolutno se počutim nepravngarjev, ne glede na to, da sem po defaultu pokrival področja, ki mi jih je župan podelil v skladu s tistimi pooblastili in se mi jih v tem mandatu tudi uspešno izvajal. Res je, da ste omenili tista 3 vprašanja. Jaz vam sicer te zapisnike pri sebi, ker sem jih pač iz arhiva vam potegnil. Absolutno so to tista 3 vprašanja, na katerih je župan ustrajal na Ministrstvu za okolje in prostor, ampak žal zaradi nekonkretnih odgovorov je želel še enkrat v urgenci, da se določene stvari dodatno pojasnijo. Jaz vsekakor vidim priložnosti za razvoj in obstoj, tako tisti, ki tukaj delamo in živimo v velikih programih, ki jih ponujemo. Res je absolutno občina Trbovlje tudi zaradi vseh teh zadev, ki jih povezujemo z ekologijo, včasih predstavljena kot črna občina, ampak jaz skušam predstavljati tudi na druge načine. Jaz se zavedam tega problema in tako sem povedal, absolutno je treba upoštevati stroko. Jaz lahko zdaj še tukaj populistično nastopam pa razlagam, da bom drug teden, če bom župan zaprl obrat, ampak tudi iz Ministrstva za okolje, dobimo jasna navodila, da to ni v pristojnosti lokalne skupnosti. Omejevanje dela industrijskih obratov pač ni v pristojnosti same občine Trbovlje ali pa katere druge občine v Sloveniji. Jaz na vsak način, tako kot sem se trudil do zdaj, se bom tudi v prihodnje in spoštoval odločitve stroke in pa veljavne zakonodaje. Ker kdorkoli od nas druge možnosti nima. Bom pa prvo podpisani v primeru, ko mi bo jasno dokazano, da je ta prekoračitev kakršnih koli vrednosti dnevno oziroma trajno preko tistih limitov, ki jih postavljamo. Res je, da pričakujem veliko monitoringa, ampak trenutno ta situacija tega ne omogoča. Ustrajam na tistem, kar sem prej povedal. Tako da je enostavno področje ekologije še zmerom obravnavam kot širši pojem, ne samo problem Lafarge občine Trbovlje. Pri tem tudi ostaje. Morda kakšna replika? Kdor je poslušal predstavitev gospe Medveškove, da so emisije za nekatere strupe 20-kratnik, za nekatere 5-kratnik, 4-kratnik, 3-kratnik. Torej je to mesto sežigalnic. Imamo eno, za nekatere snovi jih imamo 20. In to, kar gospod, jaz verjamem, da mu ni lahko kot kandidatu za župana, ker je aktualni podžupan, verjamem, da mu ni lahko, ampak on je bil del te vlade občinske, ki tisti hip, ko je imela pravne možnosti, tega ni storila. In tukaj ni sprenevedanja. Oni so bili stranka, ki je bila odgovorna, da ni dala podatkov. Oni so objektivno odgovorni. In danes imamo zatečeno stanje in bomo se še kako mogli truditi, da bomo to pravno uredili. Torej, to je sprenevedanje. Recimo Bob. Oprostite. Dejstvo je, da to ni sprenevedanje. To so bile odločitve občinskega sveta in nikakor ne samo aktualne oblasti. No, rekel, da ti napori, ki sem jih prej omenil, da jih je več izpostavil župan Bogdan Barovič, ki je posloval tudi včasih kot poslanec, da bi presegel tisto vrednost oziroma samo možnost za hitrejše odgovore strani ministrstva, ampak odgovornost ni samo na strani oblasti. V občinskem svetu sedi 27 svetnik in svetnikov. Ne, da prelagam to odgovornost v občinski svet. Absolutno je to stvar aktualne politike, ne pa samega vodstva občine Trbovlje. Hvala lepa. Rekli ste, kolega Rozina, da je za vas pomembna stroka. Zdravstvena stroka je nič kolikokrat jasno povedala, kaj se dogaja na tem področju. Pa vam bom samo predstavila še rezultate po študiju o zdravstvenih učinkih sežigalnic. Gre za 4. poročilo Britanske družbe za ekološko medicino. Mogoče nisem čisto pravilno prevedla, ker sem na hitro prevajala. Ampak pravijo, pri cementnih pečeh so kontrole onesnaževanja in projektiranja precej slabše kot pri sežigalnicah nevarnih odpadkov. Cementne peči se učinkovito uporabljajo za poceni sežig nevarnih odpadkov. Žal je tipično, da nevarni odpadki najdejo pot v metodo odlaganja, ki je najmanj urejena s predpisi in najcenejša.
V praksi je to metoda, ki povzroča največ zdravstvenih tveganj in največ škode okolju. Meja, ki je postavljena za izpust, pa to smo danes že slišali, delcev iz sežigalnice je 10 mg na kubični meter. Vendar je dovoljeno, da cementne peči emitirajo do 50 mg na kubični meter, v primeru Lafarge smo slišali celo 200 mg, če se motim. Zato lahko nekatere cementne peči proizvedejo izpuste delcev in drugih toksičnih substanc, ki presegajo 20-kraten izpust iz sežigalnic. To je tisto, o čemer govorimo. In to je stroka, to je strokovno mnenje. Presenetljivo je dejstvo, da so sploh dovoljene, ker maksimalno vplivajo na najranljivejši del prebivalstva in posebej na nerojene otroke. S tem stavkom pa mislim, da sem jaz povedala vse. Spet sem bil moram reagirati. Da me veseli, da gospa Žgajnerjeva enkrat uporabljala stroko, velikrat vidimo, da ima kar nekaj stvari počrtani. Tudi jaz imam sabo kar velik teh zadev, sicer ne bom več po teh dokazih, niti posebej, ampak stvar je takšna, res je pohvalila, da je bila v državnem zboru kot poslanka, jaz bom nekaj takrat bi mogla mogoče večkrat poseči v takih zadevah in speljati kakršenkoli postopek. Zverjamem, da vas skrbi za vso to Trbovlje. Ampak v tem zadnjem mesecu, ko ste se pri Trbovljih pokazali, bom rekel, da je ogromno stvari ni takšni, kot si jih vi predstavljate. Ne smo vedno poslušali stroko in upoštevali veljavno zakonodajo. Tudi v samem postopku smo uporabili stroko. Nismo šli politiki in ta postopek, kar se tiče pridobivanja soglasja, ampak smo poslali stroko in zavedamo se, da je potrebno to upoštevati. Hvala pa za te podatke, mogoče sem jih celo kdaj prebral. Hvala za to. Najlepša hvala, morda preden zaključimo s tem konkretnim vprašanjem še gospod. Gospod Dvešek čaka že nekaj časa. Hvala pa vprašanje, da to poslušali stroke. Vprašanje drugače. V zvezi s temi emisijskimi vrednostmi se omenja izraz genocid. Če bi bil genocid uzakonjen, bi se mu uprli ali bi rekli, da je to v mejah zakonodaje? Glede, moje osebno mnenje je, več moje osebno mnenje, ampak kako se zadeva izvaja na področju Republike Slovenije, ni pristojnost, ne župana, ne mene kot Rozinetega Mitjeta, ampak je, vemo, jaz zakonodajo spoštujem. Kot občan, kot župan, kot podžupan. Ne, mislim, da v takih zadevih v genocidu take termine niti ne bi uporabljal, ker jaz sem prišel zdaj čisto. Bom v teh mejnih vrednostih mogoče še eno kratko pojasnitev dala. V zaprosilu Lafargea, ki ste ga vi tudi videli, ker ste bili stranka v postopku, so v prvotni vlogi zaprosili za TLC celo za 250 mg na kubični meter. Zaprosili so tudi za višje mejne vrednosti, za najbolj nevarne kovine, za kadmij 2-krat višjo, za tali 4-krat višjo, za benzoapilen 2-krat več, kar se kovin tiče. Tudi je predlog Lafargea na Arso in ste ga je mogla občina videti, ker smo ga, jaz sem to videla, no, ker je naš predsednik je obenem stranka v postopku. In niste reagirali, nismo. In mogoče smo preprečili, da niso še za kovine dobili take visoke mejne vrednosti. Me veseli, če ste preprečili, ker vi ste stroka, občinski svet in pa vodstvo. Mi smo naš predsednik kot stranka v postopku je pisal ogromno pritožb in vi ste jih verjetno dobili tudi v izjasnitev. In nismo nikoli ene pisne pripombe, mislim, da Uroš se ni imel za izjasniti na ene pisne pripombe od občine Trbovlje. Še nekaj prav, mi smo izvajali sklep občinskega sveta. V postopku samem je sodeloval partner, ki je to zadevo skljalo imeno občine Trbovlje in pa strokovna služba občine Trbovlje. Samo politika v tem primeru pa je bila občinski svet. Ne moram to zgarati na način. Da, gospod Titi, morda še predmet. Jaz bi imel samo v bistvu eno miselno vprašanje, ki se iz vsega tega poraja. Namreč, to je vprašanje bolj za Trboveljčane, kakšne ljudi mi volimo v parlament,
ker ti ljudje so prišli v parlament z našimi glasovi. To je prva veliko zanimiva trditev, ker namreč ti ljudje, ki so bili v parlamentu, ki so v parlamentu, očitno počnejo vse nekaj drugega kot tisto, kar je interes občine. Pa ne želim zdaj polemizirati, kaj počne poslanec, ampak mislim, da bi moral vsak, ki je izvoljen iz te občine, in v zgodovini jih ni bilo malo, opravljati svojo nalogo. Kdo to revidira, kdo komu kaj poroča, to je prva stvar. In druga stvar, mislim, da smo mi danes dobili še eno jasno sporočilo, ker namreč danes tukaj nekdo ne sedi. In to ni kar nekdo, ampak nekdo, ki ima podporo garnitur SD, LDS, Desus, najmanj teh treh, koliko jaz vem. In da ne bo nesporazumov, zdaj tukaj, da smo mi štirje, pač kolega Rozina ima pač še svojo funkcijo iz zdajšnje oblasti, obstaja četrti, ki danes tukaj ne peti, ki danes tukaj ne sedi. In ni toliko preprosto tako, ni važno, kdo bo župan. Je važno, kdo bo župan. Hvala lepa.